Dobrodošli v Šokestu. Moje ime je Petra Kalan in to je edini slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Moram priznati, da imam danes kar malo treme, kajti v moji družbi je igralka, televizijska voditeljica, pisateljica in ženska res z veliko začetnico Zvezdana Mlakar. Lepo pozdravljeni. Živijo, hvala za povabilo. Zdaj vesela sem, da ste se odzvali in prosila sem vas, če seboj prinesete 3 osebne predmete, to vedno za začetek gosta. Prosim, da se malo predstavi skozi te predmete, kaj ste vi prinesli. Jaz sem sicer zelo razmišljala, ker če bi bilo tisto, kar bi ti jaz lahko prinesla, bi ti prinesla 1 kilo zemlje. Ampak sem rekla, ne, moram biti malo bolj civilizirana. Tako da, naprimer, prinesla sem ti 1 šalčko za kavo. Mislim, to je meni res ljuba šalčka, si zamisliš zjutraj, piješ kavo in te takole taka angelska krilica pozdravijo, tako da to je v bistvu res meni zelo ljub predmet. Pa sem ti prinesla školjko, mislim, školjke zbiram kjerkoli, že sam jih iščem ali pa se malo potapljam, nekaj preveč profesionalno, ampak morje, školjke, to je tudi ena moja strašna, ne strašna, mislim, to je nekaj, kar pač ves čas iščem in tudi kamenčke, imam srčke take in drugačne, tako da imam okrog hiše celo potko vseh kamnov, ki sem jih jaz prinesla. Tako, poal je tukaj, naprimer to, sem rekla, se nam nič delala, pa bala, mislim, da delam kako reklamo, ampak jaz vsako jutro jem vitamine in dodatke in je to tako del mene, da se mi zdi, da poleg zdravega načina življenja in ker imam vrt, pa vse to, še vedno poskrbim za dodatek in to je del tudi mene. In potem je tu seveda nekaj zelo lepega, jaz se zelo nerada lepotičim, mislim, uhane, pa to jaz si sem za snemanje pa tako, ampak to je pa ena taka stvar, ki sem jo jaz v Maroku kupila od na enem trgu, na enem suku, kjer ni bilo turistov in je, mislim, da verjetno to kakšna lepotica pred mano nosila in je tako, če potipaš, a veš, začutiš to pravo staro srebro in to lepoto tega. In je... Ima eno zgodbo, ne? In ima eno zgodbo, ja. Tako da vsakokrat, ko se dotaknem, grem v zgodbe vseh žensk, ki jih čutim. In kar nekaj zgodb se pa skriva. Ja, to sem pa prinesla mojo knjigo, da jo vidite, Mislim, da, kjer sem zbrala, se pravi, v knjigi mislijo, da so samo, da so to z rokom napisala z mojim urednikom na televiziji in mislijo, da so to samo neke dolgočasne obnove, ker so gledali te pogovore, pa ne, midva sicer poveva, naprimer, kako drama, naprimer, je naslov enemu poglavju in potem imaš 3 usode in omenim Anjo, Katarino in tako naprej, vse tiste, ki so mislim, tudi ta znane in tako, omenim, ki so bili se pravi moji gostje in kako so vplivali name, kako so v resnici spremenili moj pogled na svet, kako so v resnici spremenili moje življenje, zaradi tega, ker mislim, da so pogovori v resnici res zdravilni, da je komunikacija neskončno pomembna, da si vsi želimo biti videni, slišani in da je to ena zelo lepa pot, ki nič kaj dosti ne stane, oziroma nič ne stane, se pogovarjati, odpreti srce in znati dobro prisluhniti. Tako da, to je pa zdaj. In pa so tudi noter moje zgodbe, kako sem jaz kaj doživljala ali pa na kaj me je spomnil, ko nisem razumela česa, kar danes razumem. Zdaj ta vaša oddaja pogovorna je bila, kar je rušila tabuje in odpirala teme, o katerih si marsikdo ni upal govoriti. Zdaj se to vseeno malo spreminja. Se vam zdi, da ste bila ena taka pionirka na tej poti do rušenja tabujev? Ja, mislim, da sem bila. Mislim, ne hote. Jaz nisem bila to namerno. Vem, da je tudi Rok, takoj, ko smo se pogovarjali o tej oddaji, je rekel, mi bomo dali v slogan, ki ruši tabuje. Sem rekel, kakšne tabuje jaz rušim? Mislim, jaz govorim samo o tistem, o čemer je treba govoriti. In je rekel, ampak ti si to navajena, mislim, drugače so pa to za mnoge tabuji. Tako da smo pa spreminjali mnenje, oziroma, da smo to slovensko
pokrajino naredili bolj mehko in ljubečo, pa sem prepričana, da mi smo prvi odprli temo, naprimer evtanazija, pa se niso, tudi tisti, ki se ne strinjajo, jezili nanjo, oziroma ne, ali pa naprimer, kaj smo še vse govorili o narcisih, se spomnim, je bila tudi ena oddaja takšna, kjer sem bila presenečena, dobila 200 takšnih pisem, da mislim, sploh nisem vedela, koliko je tega, koliko ženske trpijo, pa tudi moški, ampak večinoma ženske in tako da smo odpirali neke teme, kako je tudi seks, zdravje in tako naprej. V glavnem, jaz se pač ne bojim govoriti o stvarih, ki so človeške, ki se nas dotikajo tukaj in zdaj, in mislim, da je to pomembno in ne vem, zakaj bi to izključevali ali pa pometali pod mizo. Mislim, ker to nikoli ne naredi nič dobrega, če pa se mi pogledamo, se usedemo drug z drugim in začnemo ne preko spleta, ampak tako iz oči v oči se pogovarjati, se pa tudi drugače izražamo in začutimo energijo človeško, ne. In ko ti začutiš, da je v bistvu za vsako še tako posebno zgodbo v bistvu en človek, ki si to želi, kar si želiš tudi ti, potem je to res zdravilno in tudi premika me, tako da mi smo premikali in zdaj vidim, da se vse upate pogovarjati in meni je to tako všeč. In jaz bi se še kar naprej pogovarjala. Pa ste bili odvedno tako odprti za vse te teme, vseeno vedno poudarite, ne ste iz Ptuja, iz take bolj konzervativne družine, ste verjetno sami presegali te meje skozi življenje. Seveda, jaz sem naprimer nikoli ne pozabila, seveda sem bila vzgojena tako golota, nekaj groznega in tako naprej. In pa se spomnim, da sem šla pri 18, čim sem lahko prvič na nudistično plažo in pa, ker sem videla, da to pravzaprav nič ni posebnega, da s tem se nič proti nikomur ne borim, sem nehala, ne, oziroma danes se jaz vedno poiščem svojo plažo, kjer sem sama, pa sem lahko oblečena ali pa gola, ne. Naprimer, iz tega ampak seveda, prihajala sem iz okolja, kjer se res ni smel o kakšnih stvareh govoriti, kjer je bilo neprimerno, naprimer, reči kaj o svoji družini. In me je to vedno tiščalo in zdi se mi, da, a veš, Slovenci imamo kar zelo v družini, pravzaprav naše družine niso tako zdrave, kakor bi si mi želeli, pa kakor dajemo vtis. V naših družinah to je v bistvu center, tam mi izhajamo, tam mi rastemo in tam mi dobivamo te vrednote in mislim, da niso preveč zdrave te naše družine in da bolj kot to, da skrivamo, kaj ni v redu, je boljše, da se o tem pogovarjamo in začnemo to zdraviti, drugače se ne bomo nikamor premaknili. Tako da jaz sem seveda šla pol, ko so bili moji otroci že večji, jim na živce, ker sem kaj povedala tudi svojega, ampak jaz sem v teh pogovorih tudi šla, štartala iz stališča, da če hočem, da meni kdo zaupa in kaj pove, potem moram tudi jaz imeti odprto srce in jaz nisem tam ena ledeno, hladna kraljica, ki njej je vse jasno, tebi pa ni nič jasno. Tako da jaz nisem tako štartala. In videla sem tudi, kako meni osebno pomaga, da lahko povem na glas in ugotovim, da nisem sama na svetu, da jih je tako najmanj 100, če ne 100,000 istih, ki ima iste strahove, ista vprašanja, iste težave, ne. Tako da to so te stvari, ki so me veselijo, seveda, pa jaz moraš vedeti, mi v teatru se lotimo vse teme, ne. In jaz v teatru v bistvu preko študija različnih oseb in tako naprej moram razumeti, zakaj kakšen človek kaj reče, pa tudi, če je to samo dober dan, zakaj, naprimer, nekaj naredi, zakaj koga, mislim, ves ta njegov background, zmislimo si celo njegovo podzavest oziroma si predstavljamo, ne, in tako naprej. Govorimo tudi neverbalni jezik, jezik energije, jezik tistega, kar se sploh ne pove, pa mi vsi dobro vemo, zakaj gre. To so čudeži in mi te čudeže lahko danes tukaj in zdaj, v tem trenutku vsi živimo. In zdi se mi, da, jaz sem prav hvaležna in čutim milost, da lahko to delim, da se lahko o tem pogovarjam, ker vem, da tudi ta trenutek, ljudje čutimo tudi preko kamer in preko vsega tudi to, kar jaz zdaj ta trenutek hočem povedati, ne. Vedno tako lepo v intervjujih rečete, da smo le utrinek, ne, v tem neskončnem vesolju. Ja. In da bi vi radi pustili eno tako močno sled.
Ja, veš, kako to se tudi spreminja, ne? Jaz se spomnim, jaz sem šla na akademijo in sem recitirala tam eno pesem od enega mladega pesnika ptujskega, Gypsija, ki je govoril o tem, rada bi pustila sled in spomin za sabo, kot orač, brazdo, ne? Danes, ko pa sem pač z leti pogrezam v to brazdo tudi sama, se mi ne zdi toliko zelo pomembno, da bi ostala brazda za mano. Zdi se mi pomembno, da bi ostala za mano ljudje, rastline in dobra dela. Mislim, spomin, kdo je to naredil, pa niti ni toliko zelo važen. A veš, ta ego, še s tistim, ker jaz nisem, ne vem kako, tipičen predstavnik ega. Mislim, s tem jaz nimam, hvala Bogu, s tem sem se rodila in nimam problema. Ampak še tist malo, ki je tako štrdljiv ven, v bistvu to lepo pometa, ta veter življenja in gremo naprej. A se me bo kdo spomnil ali ne, sej to ni toliko zelo važen. Važen je, da danes tukaj, zdaj s tabo, v tem trenutku lahko naredim nekaj dobrega, nekoga pobožam svojo energijo, da nekdo tam ve, da sem mogoče, tudi če se ne poznava, jaz tukaj zanj, da razumem, da slišim, da govorim o tem, da ga bojo drugi razumeli in tako naprej. Ne? To. Vseeno pa ne puščate tej zemlji 3 sinove, ne? V kakšnem duhu pa ste njih vzgajali? Tudi v takem odprtem, so tudi oni taki? Ja, seveda, v odprtem jasno, da se to jim je šlo malo na živce in tako so hoteli, mislim, v puberteti. Bolj konzervativno imamo. Ja, v puberteti so bili oni celo bolj konzervativni. Mislim, eden je bil še celo bolj konzervativen od mene, tako da sem se smejala in sem rekla, no vidiš, da si podobila, oni se morajo proti nečemu boriti, oni morajo ostati nečemu, torej so pa na tak način. Ne, oni so zelo, jaz mislim, da sem vzgojila dobre ljudi, ne idealne. Moje fantje nikoli ne bojo ženske postavljali v manjvredni položaj, moji fantje svet razumejo, malčken, mislim, na drugačen način kot jaz. Dejstvo pa je, da so mislim, in oni niso odraščali v idealni družini, tako da imamo, mislim, jaz sem naredila, kar sem lahko, opravičila sem se jim, da sem naredila, mislim, da vse te napake, ki sem jih naredila, da jim jih je žal, ampak pač časa nazaj ne morem zavrteti. Mislim, bila sem mogoče kdaj površna, dovolila sem neke stvari, ki jih pravzaprav ne bi smela, ne, v tej družinski dinamiki, ki so jih res obremenile, ampak oni imajo danes svoje življenjske izzive, ne, in bojo napredovali, predvsem lahko napredujejo, če bojo hoteli, in predvsem oni vejo, zakaj gre, jaz nisem vedela, ne. Mislim, oni imajo mnogo več informacij kot jaz, kot moje generacije, in oni se vsi trije po vrsti zavedajo, da so zdaj na vrsti oni in svojim življenjem, mislim, a veš, v nekem trenutku je treba reči pa otroštvu, pa egotom in tega, to moram imeti, to hočem biti, želim, da je moje otroštvo idealno, ker od nikogar ni, torej, imaš kaj zadelati, ne? Je bilo kot mama težko jim pustiti razpreti krila in poleteti? Ste jih kdaj hoteli tako objeti in zaščititi? Ne, s tem jaz nisem imela nikoli problema. Bolj so si oni celo želeli večjih omejitev, pa tako. Jaz sem imela te konkretne omejitve, jaz 3 mulci pač nisem mogla, mislim, enemu pustiti, da bo tam pusto razmetano, pa tako. Ta red smo imeli, ne. Tako da ta red imajo, ampak mislim, v glavi smo pa pustili kakšne zmeti. Da je kaj zadelati, ne, za počiti. Mislim, vsak človek, vsega ni človeka na svetu, ki ne bi, mislim, sem imel kakšne stvari, ki ga bolijo, ki so rane, ki so travme. Mislim, da se o tem tako govori in si res lahko tudi zelo veliko pomagamo. Če nič drugega, je že fajn to, da spoznamo svoje vzorce, zakaj, svoje triggerje, zakaj, kdaj tako reagiramo, vdihnemo, se naučimo. Zdaj imaš tudi, na primer, zadnjič sem poslušala, so gor pri meni imeli en dogodek, nenasilna komunikacija, in Javor je razlagal, se pravi, kako se zavestno ustaviti, kako zavestno poslušati, kako zavestno vedeti, da imaš vedno na voljo 3 načine, kako boš reagiral, a boš sprejel, a boš se boril, ali boš pa zbežal in tako naprej. Mislim, če danes s temi vsemi znanji ne moreš nekako najdeti sebe in svoj jaz, mislim, mogoče del časa traja, to pač seveda niso instant stvari, ne. To ni ena slikca, ki si jo mal, kaj že daš gor filter in pol izgledaš čudovito, ne. In jaz se vedno, kot prijateljicam, ki to delajo, vedno rečem, pa si ti ne bojiš, da te bojo na cesti ne bo spoznali. Mislim,
Iskrenosti pa nam manjka, ne, mislim. Kakor si jo vedno bolj, mislim, res si jo strašno želimo, pa vedno manj smo je sposobni nekaj kazati oziroma živeti, ne. Ja, se vam zdi, da filtri niso samo čez obraz, ampak tudi čez... Ja. Mislim, se meni to ljudje vedno vzamejo zelo za pozitivno, da jaz pa teh filtrov ne uporabljam, da jaz tako in fizičnih in teh čustvenih filtrov ne uporabljam in da to iskrenost čutijo. In mislim, poglejte, kako komu ljudje verjamejo, kaj si ljudje želijo, iskrenost, narejenost, mislim, mi spregledamo in ne obsojamo tiste, ki to potrebujejo, ampak jih kličemo, ni nam tega treba, zaradi tega, ker ni idealnega človeka na svetu in raje se naučimo sprejemati drug drugega takšni, kakršni smo. Ker edino to, notranje pa ti ne moreš zblefirati samega sebe, ne. To sem tudi zadnjič rekla mojim sinovom, ne vem, ali nekomu sem rekla, ki je rekel, da bo zdaj končal srednjo šolo in bo si vzel 1 leto in sem rekla, no, ampak zapomni si, mislim, res si zapomni samo 1 leto, ker če hočeš kot mlad človek napredovati, ne, in biti v resnici samozavesten, ker imajo vsi s tem probleme, ne, edina notranje, ta stržen, ki te dela, je delo in premagovanje samega sebe, ne. In nič drugega ne pomaga, nič drugega, zlati lesje, idealne mere, tone denarja ne pomaga. Notri duša pač govori. Ste sami tako delovali v začetku, ko ste šli v igralske vode? Verjetno je potrebno kar nekaj discipline, da uspeš v tem poklicu, poslanstvu. Veš kaj, jaz sem že iz generacije, ki pa nam takih instant uspehov niso napovedovali, ne. Jaz sem točno vedela, da ko grem na akademijo, da bom morala veliko delati, vedela sem, da bom morala celo trpeti in takrat je bilo celo to trpeti, a veš, je bilo nek plus, ne. Oziroma si bil frajer, če si znal potrpeti, če si se moral matrati in tako naprej, tako da mogoče mi smo imeli malo preveč tega, ampak jasno, mislim, igralski poklic pa res ni lahek, ne. Ne glede na to, da nekdo misli, da jaz tukaj zdaj lahko nekaj preberem in pol bom že igrala, mislim, to je študij, mislim, ampak ti študiji so fenomenalni, ker jaz raziščem zemljevid, zgodovino, sociologijo, psihologijo, se pravi, likovno podobo, vse to jaz v eni igri v bistvu dobivam ta nova znanja, vsakokrat z novo igro. Koliko pa jaz uspem kot človek vstopiti v ta lik, je pa na primer moja majhna zmaga, ne. Jaz edina vem, koliko mi to uspe, pa publika, na primer, ki začuti, ne. In seveda pri vsem tem ne gre samo zame, pri vsem tem gre pa še za nekaj več, za skupno, za naš projekt, ne zato samo, da sem jaz dobra, ampak da je naša cela predstava dobra. Se pravi, vedno mislim, kadar imaš zraven svojih osebnih želja še v višje dobro, v dobro vseh, za nekaj več od svoje lastne riti, je vedno, si vedno malce posut z zlatim prahom tega čudežnega življenja. Koliko vlog ste odigrali v življenju? Koliko življenj ste podoživeli? Ste kdaj prešteli? Ne, nikoli ne. Ne, se vidiš, jaz nisem na te, lahko bi nekdo ima, na primer, CV-je napisane tako na 3, 5, 10 listih. Jaz, če mi nekdo reče, da moram CV napisati, mislim, se pravi življenjepis, mislim, mi je največja muka in se mi sploh to ne da. Ko mu umrla, verjetno bojo to morali sestaviti, pa naj se drugi matrajo. Dovolj, mislim, imam res zelo zanimivo življenje in srečala sem se privatno in se pravi v gledališču z morjem različnih ljudi in to je veliko bogastvo, ki ga nosim s sabo in to so moje bogato življenje, ki ga lahko tudi, na primer, ki zdaj pišem drugo knjigo, ki je pa roman, ne, in bo noter veliko mene in tudi veliko drugih zgodb tako na ta način in mislim, a veš, da sem bogata, pravzaprav čisto zares, ne. A veš to, da srečaš toliko ljudi in da se jih lahko v resnici dotakneš, ne samo, da jih vidiš pa rečeš dober dan ali pa tako za 2 minuti. To je največje bogastvo, ne. To, mislim,
milijone imaš lahko, pa naprimer si prazen. Ne vem, zakaj tega sicer ne verjamemo in si vedno mislimo, da nam bojo materialne stvari, da nas bojo, mislim, jaz nisem proti denarju, zelo dobro je imeti materialne stvari urejene in sočustvujem z vsemi, ki jih nimajo. Ampak to, ko se življenje se pravi, zreducira samo še na to, na užitke, na izpolnjevanje svojih lastnih želja, fizičnih želja, pa postane prazno. In zato smo ljudje, a veš, enim se zdi, da propada civilizacija in tako naprej. V resnici brezdelnost v glavi, ne, in brezdelnost srca v resnici ne pomeni nič dobrega. Ne. Zato pa je fajn, da prihajajo novi vetrovi, da se zmešamo in tudi na koncu včasih, ne glede na to, koliko mi je težko, da je danes družba tako razrvana, vem, da vse te težave nas v bistvu ves čas spominjajo, zbudi se človek. Mislim, prestopi to mejo tega materialnega, tega enoznačnega, tega rumenega, če lahko tako rečem, vzbudi se človek, začuti, da si del tega sveta, začuti to moč in na koncu začuti ta piš vseobčega, ki ti bo naredil ki ti bo v smislu tvoje življenje, ne. Nekaj več. Enim je to Bog, enim je to vesolje, enim je to nekaj več dati od sebe, nekoga več se dotakniti, nekoga več razumeti. Pa se vam zdi, da ljudje slišimo ta klic, zbudi se človek, ali Ja, kar slišimo. malo probamo preslišati? Ja, slišimo, le tisti, ki so, a veš, človek, jaz razumem, človek mora biti zrel za to. Jaz, ko sem, na primer, začela svoje življenje, ali pa, ko rečem materinstvo, ne, jaz pač nisem bila pripravljena. Jaz sem imela neke ideale, nekaj se mi je zdelo prav in tudi na koncu zakon. Pa nisem bila pripravljena in nisem, pa so mi, na primer, sem imela res dobre prijatelje, pa tako, in so mi rekli, naredi tako, pa tako poskušaj razumeti. Jaz sem vse razumela, vse slišala, pa nisem mogla tega narediti. A veš, od znotraj mora priti ta zrelost. Zato je treba tako zelo na sebi delati, ne v smislu egoizma, sebe gledati cele dneve, pa ne vem kaj še vse, ampak na sebi prisluškovati. Mi, če ti, na primer, zdaj, ko boš imela pogovore, sprašuj vsakega gosta, na primer, me je enostavno vprašanje, kateri je vaš najmočnejši občutek? A veš, ko rečeš občutek, vsi zmrznemo. Kaj je to občutek? Ampak občutki so pravzaprav tisto, kar nas vodi v življenju. Kakšen občutek? Jaz, ko sem bila pri Kuliši, tak je rekel, se veš, tisti znameniti stavek, ki so si ga zapomnili, dobra mama je tista mama, ki je dobro, ne? In to se mi zdi, da je zbudil naše starševstvo in kako smo to Slovenci slišali, ta stavek, ker jaz sem Kuliša vprašala, a so vse posod tako reagirali? Ne, je rekel, pametni Slovenci so ga slišali. Ker sem jaz rekla tudi svoje lastne, kakšna je dobra mama, tista, ki je dobro, ki je ona dobro in znaš postavljati meje, pa znaš vse, če si ti dobro, ne. Tako da, no, in jaz sem bila na delavnici in smo delali nekaj tako, da smo, mislim, v paru z nepoznanim človekom in jaz ležim in je rekel, zdaj pa bodi dojenček. In jaz pač pol vprašam, to mislim, kako ne imam dojenček, če se tega ne spomnim, ne. Nač, je rekel, nač ti ni treba. Dobila si informacijo, si dojenček, 3 mesece star, 4, 5, 6 in samo prisluhni občutku. In ne boš verjela, jaz sem ležala, tista ena gospa je nad mano bdela, mislim, in je pa vstala in jaz sem samo gledala, kaj se bo mislim, prisluškovala. In je vstala in je rekla tako, Zvezdana, jaz grem, se takoj vrnem, kakor mama gre od dojenčka. In moj prvi občutek je bil, v redu, lahko jaz, tisti strah, lahko jaz sama. Sploh nisem vedela, da imam to v sebi. A veš, to se pravi, samo občutek mi je povedal nekaj o meni za toliko let nazaj. Tam, kjer je pravzaprav tle od spode, tam nazaj, so doma vse naše bolečine, ki jih pa preigravamo v življenju in poskušamo rešiti. In to se moramo zavedati vsi, od A do Ž. Zato je toliko neumen, kadar se kregamo, pa oblatimo, pa ubijamo. Mislim, kot da
kot da je na uni strani v resnici kakšen sovražnik. Ne, samo še en človek, ki išče svoj izraz na tem svetu in ne zna drugače, kot s pištolo, naprimer, ne. Zdaj na svojih socialnih omrežjih zelo iskreno kdaj spregovorite o dogajanju v svetu, tudi ne vem, o Evroviziji. Dobite kakšne posebne odzive na te zapise? Kdaj kakšne sovražne mogoče, ker te socialna omrežja so vseeno kdaj tudi znajo biti groba, ne? Kakšne izkušnje imate v tem svetu? Ja, jaz sem sploh začela s Facebookom oziroma Instagramom, ko sem imela oddajo, ker so me zanimali profesionalno tudi te odzivi, kako se ljudje odzivajo in tako naprej in so zelo veliko povedali. Tudi velikokrat so mi poslali kakšen predlog, kakšnega res dobrega gosta in tako. Tako da sem to nadaljujem in mislim, da je prišel enkrat, mislim, da sem enkrat, zdaj, ki je glih ta Palestina, pa tako, mislim, par let nazaj objavila Madono, ki gre z dvema mladeničema objeta in en je Arabc, en je pa Žid, ne, in jaz sem to objavila, kako se mi je tako fajn zdel, namreč njima se res ni videli, kdo je kdo, ne, kjer je Žid, pa kjer je Arabc, ne, in sem to v tem smislu objavila in takrat sem jaz dobila, mislim, da največ nekih pisem v tem smislu, da je nekdo neka kabala ali pa da to so kloni, pa ne vem kaj. Mislim, takrat v bistvu so se oglasili te teoretiki zarote in me nekaj učili, ne. Mislim, to pa jaz res nisem po župi preplavala, da bi lahko to z mano kar tako šlo in potem, a veš, ko ljudje so kot živali, ko so začutili, ne, da si eni upajo pluvati potem, češ, saj niso bili nesramni, ampak v tem smislu, kako sem uboga si, da ne vem, pa da me morajo oni izobraziti, pa ne vem, kaj še vse. In pa sem jaz en dan vzela, sem rekla, veš, tega pa meni treba, ne. In sem si jaz, ker je bila glih korona, vzela čas in sem zbrisala 4000 ljudi, z enega pa 4000 ljudi z drugega profila. Danes se veš, ljudje iščejo tisoče pa tisoče. Jaz sem naredila red in jaz na moji strani, mislim, blokirala ljudi, s katerimi se pač, mislim, ki se ne znajo primerno izražati, jaz debatiram z vsakim lahko, mislim, ki so izločevalni, ki so sovražni in tako naprej. In od takrat imam jaz več ali manj mir, tu pa tam kdo še kaj pade, ampak če tu ni po mojih standardih, namreč to je moja stran, tukaj, mislim, jaz dobrodošli vsi, ki se znate pogovarjati, tudi če mislite čisto drugače, ampak dobrodošli v smislu, da se bomo pogovarjali, pa niti ne kultivirano, človeško, dostojanstveno, spoštljivo drug z drugim. In imam več ali manj mir. Res, celo ne. Jaz sem ponosna na vse tiste, ki mi sledijo, oziroma jim tudi jaz sledim, ne. Sam ne morem, ampak v osnovi sem ponosna, ker imam eno izjemno lepo stran, kjer boste težko našli kakšen ponižujoč zapis, kjer se ljudje, mislim, učimo, prisluhnemo in mislim, da, a veš, je treba narediti v življenju red, ne. Jaz ne izločujem, jaz pač blokiram, ker jaz se pač ne morem družiti z nekom, ki od jutra do večera slabo misli, ali pa ki ves čas sam slabo vidi, ali pa ki vidi, naprimer, meni je, jaz imam, naprimer, prijateljico, ki je strahotno, naprimer, proti beguncem, ne, in se mi je zadnjič vprašala, pa daj mi že enkrat povej, zakaj zares, ne, glede na to, da smo ugotovili, da da ne posiljujejo, da je to pač fama in tako naprej, glede na to, da smo ugotovili, da se ljudje od nekdaj selimo po celem svetu, da nas ne bi bilo tukaj, če se ne bi selili in tako naprej, da je pač enostavno treba se s temi stvarmi soočiti in biti človeški in odpreti roke boljše, kot človeku dati takoj nalepko, ti ne spadaš sem, ker bo sovražen. Se pravi, ne delati novih sovražnikov in predvsem skrbeti, da ti ljudje ne bojo zapuščali domovine, ker nikomer ni fajn oditi iz domovine svoje lastne, ne, zapustiti dom. No, ampak pa nazadnje mi je pa rekla, zato, ker ne želim, da se parijo s slovenskimi ženskami, ne. Sem morala kar fajn požreti dol in sem rekla, no, to je pa najbolj neumen argument, kar sem ga slišala, zaradi tega, ker pri tem pa res ne moreš imeti nič, ne, ker se čisto vsaka ženska več ali manj, glede na to, da ne posiljujejo, odloči prostovoljno za ali proti, ne.
Jaz sem še vedno njena prijateljica, ne? Ampak ena taka žalostna misel še kljub vsemu visi v mojem srcu. Tako bi si želela predvsem, da bi ona znala odpreti to srce in se ne bat nečesa, mogoče kar res ne poznamo, ampak ne se bat tega, se pravi, in ozavestila to, da če bomo mi bogati, mi, zlata Evropa, kamor ti ljudje bežijo, znali poskrbeti, da bojo oni lahko tam, da jih ne bomo samo izkoriščali in samo v nič dajali. Čim daješ človeka v nič, se postavi po konc, ne? Če ste vi z meni grdo govorila, pa se bom jaz nehote začela braniti, ne? In s tem pač res nič dobrega ne izzoveš iz njega najboljšega, ampak najslabše. Zato, ker sem se jaz pogovarjala z ljudmi, jaz sem vedno iskala v njih najboljše in sem tudi najboljše dobila, ne? Tako da, to so take stvari. Družiti se pa z ljudmi, ki pa res sovražijo, pa se ne želim, ker mene to, mislim, ne želim živeti, pa teh svojih dni, ki jih imam, mislim, posvetiti nečemu temnemu pa črnemu. Vse črno vidim, pa vidim, kaj je narobe, pa vse. Ampak poskušam poiskati najboljše ven, zato da lažje živim, ne. In še na koncu, glej, jaz živim v naravi, ne, poglej, kakšne roke imam, ne. In gledam rastline, to ni izločevanja, to je sicer samo naravna selekcija, neka takšna, ki smo jo mi tudi, a veš, človek lahko preseže to naravno selekcijo, ne, ampak v njih, v teh tudi, ko se moji psi ali pa kdorkoli stepe, ali ko je preveč trav na enem mestu, oni ne vidim jaz, kako bi rekla, sovraštvo tega, kar pa človek premore, ne. A veš, tudi ko so bolni, oni to sprejmejo tako naravno, mislim, malo bolj bi nekako morali začutiti, kako to v naravi gre in mislim, ohladiti te stvari, ki nas delajo nesrečne, ne, ali enega ali pa drugega, ne. Mislim, a veš, a je toliko zelo važen. Naprimer zdaj, to moram povedati. Jaz, ko gledam ljudi, kako se zaradi te politike kregajo, pa mislim, povej mi, mi smo odrasli ljudje. Politika je samo en del nečesa, seveda se nas vse tika, pa seveda smo od nje odvisni zaradi tega, ker državo naredijo tako ali drugačno, ampak zato, da bi se dva skregala, zaradi tega pa res ne. Mislim, malo pa le moramo to vzeti športno, ne? Mislim, gremo, moramo imeti različne pole, morajo biti različna mnenja, naša naloga pa je, da se zmenimo, ne pa da se kregamo do konca življenja, za vse veke vekov, večne čase. Ne? So vas kdaj vabili v politiko? Ja, so me, ampak zdaj najbolj razmišljam to, mislim, jaz ne morem iti v politiko zaradi tega, ker jaz ne morem biti tako. A veš, če greš v stranko, pomeni, da kdaj pa kdaj sprejmeš tudi kakšne stvari, ki niso v skladu s tvojim razmišljanjem, zaradi tega, ker si del te stranke. In zato bi se mi slej kaj prej zgodilo, da se kaj ne bi strinjala in ne moreš pa proti svoji stranki oziroma ne moreš proti temu pač tej organizaciji javno nastopati. Ne moreš, če si član, ne, mislim, meni se to pač zdi disciplina duha, ne. Ali greš ven ali pa karkoli. Dejstvo pa je, da bi rada pomagala na nek način, predvsem bi pa rada šla v politiko na tak način, da bi, ampak ne vem, a to moraš biti stranka, verjetno ne, da bi to povedala, kar sem zdaj povedala, da bistvo vse te politike in vseh teh strank je to, da se pove svoje različno mnenje in naloga njihova je pa predvsem, da se najde skupne najboljše dobro za nas, državljane, ne za njih, pa za njihov ego, da bo po njihovo prav. To je edini smisel politike, ne pa zato, da se bomo ljudje kregali, pa da bo vsak na svojih okopih stal, tako kot sem rekla, ne veke vekome am. Tako da včasih razmišljam, ne, da bi, ki vidim tudi po moje mami, naprimer, ko me vpraša, kaj pa to, pa gleda televizijo, ne, ona gleda samo te televizije in pa vidim, kako na njo vpliva, naprimer, jaz sem videla, kako je vplivalo na njo, takrat, ko je bila korona, ko so bili ti prejšnji časi, je ona kar naenkrat meni že začela s temi nacionalističnimi, z ne vem čem, jaz sem samo debelo gledala, veš, mediji smo strašno močni in na ljudi, ki so mogoče malce izolirani, pa imajo samo televizijo, močno vplivamo, pa tudi na druge, ne.
Tako da mi bi se morali v resnici zavedati te moči, oziroma se zavedajo. Zato se pa tako bocka za to televizijo, pa za vse, ne. A veš, kdo bo glavni, kdo bo narekoval, kaj bomo, kakšen futer bomo narodu dali, ne. Koliko vi pogrešate televizijo? Sicer ste bili čisto v drugih sferah, ne, v pogovorni oddaji. Jo pogrešate? Bi se Ja, vrnili? ne, jaz bi še želela pogovarjati. Zaradi tega, ker jaz toliko srečam ljudi, mislim, še vedno razmišljam tako, ta bi bil dober za pogovor, ali pa to bi morali slišati, pa tako naprej. Tako da upam, mislim, ne vem, tu se jaz čist prepuščam. Jaz imam veliko projektov odprtih, mislim, in še vedno v teatru in izven teatra bi rada nekaj naredila še, pa pišem knjigo, pa mislim, zadnjič sem celo, ker sem rekla, da sem gostila to delavnico pri sebi, nekaj imam tako lepo kmetijo, in so rekli, da je Zvezdana, pa ti nekaj skuhaj, ne, pa nisem jaz sodelovala, ampak sem sam organizator bila, pa sem rekla, ker jih imam tako zelo rada, pa sem rekla, okej. In sem za 20 ljudi kuhala. In so me tako pohvalili, da sem rekla, no, zdaj pa lahko začnem še to kariero, ne, ampak to ne pomeni, da bi šla na kakšen Masterchef ali pa kaj takega. Ne, meni to tekmovanje, pa to je pa ena stvar, ki je jaz res nikoli nisem marala. Mislim, to verjetno so športniki pa tako, ampak to merjenje moči pa tako, mene to vedno frustrira, namesto da bi me spodbudili, ne. Ste bili pa sodnica v eni zabavni oddaji, ne, ko so peli. Takrat med korono. Ja, ne, ti smo pa samo ugotavljali, kdo je, nismo nič sodili. V bistvu ste ugibali, ja. Ja, ugibali, ja. To je bila pa verjetno zabavna izkušnja. Ja. Mislim, jaz nimam nič proti tekmovanjem, sem jaz dober, ne funkcioniram tam, ne. To sem pač človek sebe pozna, ne. V kakšnem življenjskem obdobju pa ste zdaj, se dobro počutite, imate veliko projektov, kje smo vas ujeli? Kako bi zdaj opisali to? Če smo prej govorili o občutkih. Ja. Kakšni so sedaj? Moji občutki so, kako bi rekla, vroči. Tako se mi zdi, da sem igralsko sem v enem res dobrem obdobju, ko sem dosegla točno to, kar sem si celo življenje želela, slutila sem. Ko imaš toliko izkušenj in toliko znanja, se v bistvu v resnici lahko vsebini popolnoma prepustiš in intuiciji in tem branjem, ki berejo še med plastmi, med energijami in tako naprej. Tako da sem tukaj izjemno dobrem obdobju in tudi človeško sem s svojimi strahovi upravila, jaz sem se zelo bala biti sama. In sem videla, mislim, sem si dokazala, da sam ni nič groznega biti, ne. Da smo sicer ljudje narejeni za to, da nismo sami in je fajn, grem rada med ljudi, ampak sem tudi zelo rada gor na vrtu med svojimi živalmi, mislim, v tem tišini in se mi zdi, da me prav oplaja to zelenilo, ta veter, te spremembe tega vremena, jaz sem zelo rada pomlad, poletje in jesen, zima, ja ne vem, koliko rada, ne, ampak po zimi sem itak vedno v teatru noter. Mislim, veliko željo in potrebo čutim, da dokončam to knjigo, ki jo že 4-5 let pišem, ne, da se spravim vsa ta stanja, da vse to nekako izbruhne iz mene, potem se dogovarjam, da bom verjetno še en tak majhen svoj projekt delala izven drame. V novembru pa me že čaka nov projekt v drami Za narodov blagor, ne. Super, potem smo vas v takem zelo dobrem življenjskem obdobju ujeli. Ja, nisem v slabem. Pred enimi 4 leti, 3 sem bila kar dost na tleh. Zdaj pa se mi zdi, da se predvsem dotikam tistega, kar sem si tako zelo želela, ta notranji mir, a veš, da v resnici. Da si v resnici lahko gledaš neke situacije in jih sprejemaš in te ne vrže iz tirov, tako da imaš suha usta. Čeprav, mislim, se veš, kakšen stres jaz dobim suha usta, tako me začne boleti v trebuhu. Vse pride, ne, sam je zelo kratkotrajno in že odzadaj delajo tele angelčki Zvezdana, vse mine, pomiri se, daj energijo samo v rešitev. Zelo lepo. Ja, prišli sva počasi do konca najnega pogovoru. Jaz pa za konec vedno svojim gostom pripravim 3 take potencialne časopisne naslove,
in predebatiramo, če bi mogoče to lahko brali. Je pa to čisto plod moje domišljije. Aha. Tako da prvi je takle. Zvezdana Mlakar z novo oddajo. Je možno, da bomo kdaj prebrali ta naslov? Si želite tega? Prej smo malo spregovorili. Ja, tega si želim Pogovorno oddajo. na drugačen mogoče način, ne, ampak nisem od tega odvisna. To je želja, tako kot ne vem, želja. Nič potreba. Kakšne teme bi odpirali, če bi imeli vi besedo? Takšne, kot smo. Mislim, drugačno oddajo malo bi si želela, drugačen koncept, ampak to, iskreno, pogovor, zabava tudi, mislim, ne vem, nekaj takega. Drugi naslov nisem vedela, preden sva začeli snemati, ampak očitno sem zadela, išla je druga knjiga Zvezdane Mlakar, to pa bomo pisali, ne? Kdaj se lahko nadejamo? Ne vem, ne upam si obljubiti, ker tole sem obljubila, to sem vedela, da morava obljubiti in pa sva pač to, imela roke in sva morala dati ven. Ne upam si obljubiti, ampak mislim, da čez to poletje in to jesen naj bi jo pripravila in pa v miru spomladi drugo leto. Gre pa za roman. Ja, za roman. Lahko kaj namigneva? Veš, kako gre, tako sem pač zastavila. Gre za v bistvu 4 junake, oziroma 3 moške, 3 ženske. In v teh 3 ženskah, mislim, ne bo se dal tako zelo klasično brati, to ne bo klasičen roman. Veš, to bodo zgodbe in ti boš sama na koncu videla, katera je moja linija, katera je, na primer, linija neke moje mame, nekih mam, ne vem česa. In tako boš sestavljala vse te zgodbe in za enkrat to tako vem. No. Vem pa, da ene par poglavij, ki sem jih napisala in sem jih dala tudi prebrati prijateljem, so zelo močne, tako da ne ostaneš. Ne bereš tako, kar mislim. Ne. Seveda me bodo intelektualci spet malce zavrgli in bojo rekli preveč čustev in preveč občutkov, ampak na tem temelji svet. V življenju preveč čustev. Ne, seveda ne. Mislim, to se zdaj, da ne bi me kdo resno vzel, mislim, vse niso vsi intelektualci tako, ampak ta neka srednja, vidim v Sloveniji, se zelo boji nekih resničnih občutkov, neke krvi, mislim, boji se približati, mislim, nekako ima rada ta pedestal, ampak intelektualci oziroma misleci ostajajo tam, če mislim, morajo služiti vsem nam, ne, in moramo mi imeti to vez, moramo imeti, mislim, morajo biti žile navezane na zemljo, povezane z zemljo, potem ima to smisel, drugače pa zato jaz, na primer, pred prazno dvorano, oziroma ko so bila obdobja v teatru, ki smo delali tako, in smo si rekli, na primer, zavestno, kaj pa, če ne bojo to ljudje razumeli, vse ni važno, ne, mi, da razumemo, ne, in pa si stal igral pred prazno dvorano, mislim, jaz zato pa res nisem igralka, ne, tako da to, ne, naj bo enkrat življenje celostno, celovito. Vse je pomembno, ne. No in še tretji naslov, Zvezdana Mlakar odpira svoj rezort za dušo. To sem imela v mislih, da bi na vaši kmetiji nekako imeli tak spa kotiček za ljudi, za duhovno rast. Ste kdaj razmišljali v to smer? Jaz to celo imam na nek način, neke dogodke, čez poletje, ali pa včasih nas najamejo za kakšne dogodke, pa jaz naredim cel program in tako. Jaz bi to imela, če bi to nekdo, mislim, če se bi kjer od mojih sinov to odločil prav tako organizirati, jaz bi pa pol vsebine delala, ne. To bi tako, mislim, ker se samo po sebi ponuja, pa tudi dosti prostora je, pa tako. Seveda je, veš, pa meni na kmetiji ni pošlihtano v smislu, a veš, tega novodobnega, vse mora biti na svojem mestu, se čuti ta življenje in ta pristnost, zato so ljudje pri meni zelo radi. Hkrati je pa tudi lepo, ker sem estet, oziroma smo mi vsi, tako da vemo, mislim, veliko rož je, veliko živali, zdaj imamo 2 majhna kužka, pa tako naprej. Tako da mogoče en dan, da si bo moj sin kaj tazga zmislil, oziroma da bo delal in bom jaz lahko, me bojo lahko ljudje najeli in bom jaz naredila vsebino, ki je vedno zelo zanimiva. Enkrat smo šli
Od našega potoka dol, ki ima 12 stopinj, se pravi potopiti v mrzlo vodo, v čisti tišini gor, ker je do mene težko prideti, ne, v čisti tišini in gor smo pol imeli popoldne, razne, smo si delali hrano, pa nabirali divjo hrano, pa tako naprej. Popoldne smo si pa pripravili hojo po žerjavci in mene še, še danes me vprašajo, pa to je možno, sem rekel, jaz tudi sem vedela, da je možno, pa je, ne. Ja, jaz sem že dvakrat šla čez in ne morem verjeti, a veš, to smo se zadnjič v teatru pogovarjali, ta hoja po žerjavci je v bistvu en velik dokaz, kako je vse odvisno od naših predstav v naši glavi, v tem, kako smo mi narejeni. Ne? In če ti tam lahko nekoga, ki je popolnoma, ki nima nič svojih konceptov, nič, ampak je bistvo to, da človeka tako sprostiš preko igre, preko nekih vaj in tega vsega, da človek izklopi možgane. In ko ti izklopiš možgane, ti lahko hodiš po žerjavci in se ne opečeš, veš kaj, mi smo res zmožni, mi igravci vemo, ne. Če sem jaz lahko en večer morilka, in nikoli ne bi mogla nič kaj takega narediti, ampak to vse čutim, mi imamo res velike potenciale, ne. Ampak mi iščemo rajš v strojih, pa zunaj, pa unga sovražnika, ne v sebi, ne. Mogoče bomo pa kdaj našli bomo. Jaz sem prepričana, da bomo. Malo bo pa med tem stran poti, tako kot sem tudi jaz rabila 30 let, da sem danes tukaj 35 let. Vse to res ne gre čez noč, a veš, naši srčki in to, kar smo mi, moramo tudi to objeti, tudi če ne zmoremo. Zelo lepo, bova kar s to mislijo zaključili najin pogovor. Suzana, najlepša hvala, da ste si vzeli čas. Jaz verjamem, da bi lahko še kar klepetali s to vašo zakladnico. Jaz sem videla, da si me kar pustila. Res, škoda bi bilo prekinjati. Tako da najlepša hvala, veselimo se nove knjige, novih projektov, bomo spremljali in vse dobro želim. Najlepša hvala za povabilo. Hvala vsem. To je bil Shortcast, hvala, da ste bili z nami.